Drage sestre in dragi bratje, tukaj v Lurdu, v tem svetišču Matere Božje in vsi, ki se z nami po Radiu Ognjišče v naši domovini. Zato današnje bogoslužno srečanje, za to sveto Evharistijo, smo se izbrali znano evangeljsko zgodbo o Kani Galilejski. Kajti v tistem trenutku je Devica Marija imela tako pomembno in odločilno vlogo, da je njen Božji sin naredil prvi čudež in na ta način pripeljal k veri svoje učence. To je dogodek, ki nas vedno znova spodbuja, da bi tudi mi bili polni zaupanja v Jezusa Kristusa, da bi vedno verjeli v njegovo dobroto, v njegovo usmiljenje, v njegovo naklonjenost in da bi se radi zatekali v njegovo varstvo na priprošnjo Device Marije. To zaupanje nas je danes pripeljalo sem. Prepričan sem, da je prav tudi iz tega zaupanja sveti oče, papež Benedikt XVI, izbral ravno današnji dan, dan bolnikov, da je najavil svojo namero, da bo zaradi ostarelosti, oslabelosti in bolehnosti prepustil najbolj odgovorno službo v cerkvi nekomu drugemu. Evangelij o Jezusovem prvem čudežu v Kani Galilejski nadaljuje Jezusovo razodevanje, katerega namen je vera njegovih učencev od takrat pa do danes. V Kani Galilejski Jezus prvič pokaže učencem svojo moč, pokaže, da je več kakor človek. Današnji evangelij se zaključi s poročilom: tako je Jezus v galilejski Kani naredil prvo od znamen in razodel svoje veličastvo in njegovi učenci so verovali vanj. To je bil namen tega dogodka, tega čudeža na gostiji v Kani, ki je sicer v naši kulturi dokaj popularen. Velikokrat se na ta dogodek spomnimo, ampak velikokrat gre ravno ta prava vsebina in sporočilo mimo, kajti ljudje se kar ustavijo ob pomisli na veliko količino vina, ki je nastalo iz vode. A to ni bistvo tega dogodka. Bistvo je, da so Jezusovi učenci začeli verovati v Jezusa. Pri tem dogodku sta dve okoliščini vredni posebne pozornosti. Najprej posebna vloga Jezusove matere, Device Marije. Njena ljubeča pozornost je tukaj predstavljena kot odločilna. Mariji ni bilo treba naročati ali jo prositi. Nič ne kaže iz evangeljskega poročila, da bi kdo od gostiteljev prišel in rekel: ti vina ni, ali lahko kaj narediš, ali lahko kaj pomagaš. Marija je sama opazila zadrego gostiteljev, kajti prava ljubezen je vedno jasno vidna in kdor ljubi drugega človeka, tudi hitro zazna njegove potrebe in mu ni treba čakati na njegovo besedo. Njene besede, karkoli vam poreče, storite, pa nas spominjajo na besede, ki so se ob Jezusovem krstu zaslišale iz nebes: ta je moj ljubljeni sin, njega poslušajte. Jezusova mati Marija torej povzema iste besede, ki jih je
nekaj dni ali mesecev poprej izrekel Jezusov oče. Predvsem pa je tukaj razvidna njena vera. Učenci so začeli verovati, ko so videli znamenje, čudež. Marija pa je verovala že poprej, kajti drugače ne bi posegla vmes in se obrnila na svojega sina. Njej, ki je zgled naše vere, čudež ni bil potreben. Ona je verovala, preden je videla čudež. Očitno čudeži niso in ne smejo biti nepogrešljivi za našo vero. Druga okoliščina pa je dan, na kateri se je to zgodilo. Na začetku evangelija je rečeno, da je to bilo 3 dni zatem. 3 dni za čem? 3 dni po zbiranju prvih učencev. A to zbiranje je trajalo prav tako 3 dni. Torej je to bilo na dan, ki ga danes imenujemo nedelja. Gostija v Kani je bila dan po soboti, v nedeljo, kar nakazuje tudi besedna zveza. 3 dni potem, 3. dan. In 3. dan je v Svetem pismu dan vstajanja. 6 praznih vrčev, ki jih služabniki napolnijo z vodo, je 6 delovnih dni, ki dobijo svoj zaključek, svoj blagoslov, svoje spremenjenje v nedeljo, na svadbi, ki tako že napoveduje gostijo ob evharistični mizi. V nedeljo ob evharistični mizi se mi vsi kot Jezusovi sodelavci in učenci najdemo skupaj, da prikličemo svoj blagoslov na prizadevanja tedna, ki je za nami in ki bi brez tega blagoslova ostalo kakor 6 praznih vrčev. Ob evharistični mizi pa tudi mi utrjujemo svojo vero, prav tako na priprošnjo in ob pomoči Matere Marije. Končni Jezusov in Marijin cilj in dejanski sad vsega tega dogajanja na svadbi v Kani Galilejski je torej vera. Vera male peščice prvih učencev. Jezusov cilj je velik, zahteven. Narediti iz te peščice prvih učencev ekipo, moštvo, trdno v sebi, ki bo postalo žarišče gorečega, požrtvovalnega, apostolskega, misionarskega delovanja, začetek cerkve. Pot do zrele in osebne vere teh Jezusovih učencev pa je bila še dolga. Bile so potrebne preizkušnje, številna nerazumevanja Jezusovih besed, o katerih ravno Janez v svojem evangeliju tako rad pripoveduje, predvsem pa preizkušnja Jezusovega trpljenja in smrti, pa doživetje njegovega vstajanja in prihoda Svetega Duha. A začetek vsega tega je bil tukaj, v Kani Galilejski. To je bil prvi korak v veri Jezusovih učencev, tisti prvi korak, brez katerega tudi nadaljnjih ne bi bilo. Jezusa ni motilo, da je imel ob sebi le nekaj mladih mož, ki so mu bili pripravljeni slediti. Tudi pozneje mu ni vzelo poguma, ko je opazil, da so omahovali in ga v najhujšem preizkušnjem trenutku celo zapustili. Vztrajal je in verjel. Verjel je v svoje poslanstvo, verjel je, da je Oče z njim, verjel in vedel, da uresničuje očetov načrt odrešenja in zato je tudi verjel v te svoje prve
čeprav omahljive prijatelje in sodelavce. Na koncu so prav oni postali kamni in stebri, na katerih je zgradil stavbo cerkve, ki traja še danes. Njihov zgled se nadaljuje. Še danes odhajajo mladi ljudje v misijone, v semenišča, na polja zrela za žetev. Drage sestre in dragi bratje, dragi prijatelji, živimo v težkih časih. Težkih tudi za našo vero, kajti za marsikoga, predvsem pa za marsikaterega našega sodobnika, krščanska zgodovina našega naroda ni več temelj za njegovo vero. To vero moramo postaviti in postavljati vedno na novo. Živimo v družbi in okolju, kjer vera ni več samoumevna, dostikrat tudi neprijazno sprejeta. Tako kakor ni bilo samoumevno na svadbi v Kani Galilejski sprejeti Jezusovo naročilo, karkoli vam poreče, storite. In vendar to močno vero potrebujemo. Potrebujemo tako vero, kakršno je v Kani Galilejski izpričala sama devica Marija, zato da bomo lahko tudi mi, kakor ona, druge usmerjali k Jezusu. Karkoli vam poreče, storite. Najprej pa se moramo vzeti Marijine besede k srcu mi, ter biti in ostati ljudje močne in prepričljive vere in zaupanja do konca v Jezusa Kristusa, ki je naša pot, resnica in življenje. Amen.